Dobrodošli v novem videu. Nvidia stock je včeraj reportal earningse. Če ne veste, Nvidia dela čipse pa grafične kartice, je v bistvu tudi vodilna v bistvu na tem področju. In je tudi eden izmed bolj popularnih retail stocksov, tako da sem se odločil, da bom danes naredil eno tako hitro analizo earningsov. In ja, če kar začnemo. Revenue je bil 5,93 milijard proti 5,77 expected, tako da tukaj smo bili beat. EPS 58 centov proti 70 centov expected, tako da mislil sem na EPS-u. Rad bi pa v bistvu izpostavil, da je in revenue, in EPS sta kar fajn down od lani. Kakor vidite, lani 7,1 milijarde revenueja, letos 5,93, kakor sem rekel, down 17%. EPS je bil lani 1,17 proti 58 expected, tudi kar face down 50%. In pa tudi operating income, isto down 55%. Ja, to je v bistvu zato, ker lani, kakor vemo, v bistvu lani in predlani, je bil ful high demand za te grafične kartice, zaradi gaminga pa kripto mininga, zdaj do tega bom še prišel no malo spodaj. Ampak ja, tudi marginsi slabši kot lani, 67% lani pa 56% letos, sicer malo boljše kot prejšnji kvartal, ampak ja, še vedno down od lani. Zdaj v bistvu stock je, pre-market je bil malo up, zdaj mislim, da je tam več ali manj flat. Glede na to, da je tudi market malo down, so v bistvu to bili, mislim, market je vzel to kakor dobre earningse. Jaz bi rekel, da je to zaradi guidanca, se pravi, revenue je expected 6 milijard v naslednjem kvartalju, kar je bilo v bistvu dosti expected, tako da ne vem, ni toliko presenečenj tukaj. So pa tudi marginsi expected 66%, tako da dosti boljše kakor te dva kvartalja tulele in ja, v bistvu so že, če bojo taki marginsi, bo to že enako kakor lani, ke so bili res dobri na 67%. Zdaj data center je prišel na 3,83 milijarde revenueja proti 3,7 expected, in je up 31% od lani. Zdaj to je v bistvu pač dosti dobro, da je to prišlo tako visoko, ke je malo nadomestilo ta izgubo revenueja na gaming področju, v bistvu na tem področju, ja, grafičnih kartic. Je pa še nekaj zanimivega tule bi povedal, se pravi, announcali so včeraj tudi neki collaboration z Microsoftom in z Microsoftom bojo naredili neki superkomputer, ke bo v bistvu bo deloval s temi Nvidia grafičnimi karticami pa Microsoft tem cloud sistemom, Azure ali Azure, ne vem, kako se to izgovori. Tako da ja, ne vem, kar zanimivo v bistvu, kaj bo tule. Microsoft pa Nvidia pač res beast podjetje, tako da probably bo res jak komp. Okej, ja, tukaj pa zdaj ta slab del, gaming revenue, kakor sem prej rekel, je kar dosti down, v bistvu 51% down od lani, prišel je na 1,57 milijarde. In je tudi down 23% od prejšnjega kvartalja, tako da situacija se slabša iz kvartalja v kvartal, tako da to ni dobro videti. Zdaj, lani je bil res velik demand za te grafične kartice, v bistvu nismo imeli sploh dosti zaloge. Kakor vemo, med karanteno ful je bilo zanimanja za te grafične kartice zaradi gaminga in pa tudi, ke je bil kripto višji, se je bolj splačalo minati kripto, a ne, posledično so valjda tudi folk je rabil več teh grafičnih kartic
in ja, zato je bil demand tako visok, zdaj se je v bistvu vse umirilo. Tako da zato je ta revenue toliko down in ne vem, analisti pričakujejo, da bi lahko to kar v bistvu slabo vplivalo na Nvidio še tam tudi do 2 leti. Tako da ne vem, dajmo si zdaj malo pogledati v bistvu stock, kaj si mislim a je Nvidia buy ali ne. Se pravi, stock je na 160, skoraj 159, kakor sem rekel prej, skoraj flat danes, 0,08% up. In ja, ne vem, če si pogledamo malo tale chart, v bistvu to je definicija nekega hype stocka, a ne, kakor vidimo, hitel je v 2020 low na 44 in pol v manj kot 2 letih je šel stock na 300, skoraj na 350, a ne. Tako da ja, tukaj je bil ful overpriced. V bistvu sem jaz še vedno mnenja, da je Nvidia overpriced, ker če si pogledamo, Nvidia ima še vedno PE 52, zdaj, ne vem, to bi bilo kul, mogoče, če bi growili tam 25% na leto, ampak meni se zdi, da pač to se ne bo zgodilo pri Nvidii, tudi kakor ste videli, revenue je od lani močno padel, zdaj valjda ne bo to vsako leto padel, ampak ne vem, v bistvu meni se zdi, da tam, če bo growila med, kaj jaz vem, 10 pa tam 15, po moje bolj proti 10% naslednjih 10 let, da bo v bistvu kar dobro za stock. In zdaj, ne vem, jaz bi za Nvidio plačal tam v bistvu pol toliko, kot je danes, da bi bil okoli 25 PE, se pravi stock na 80 in vem, da si eni od vas mislite, da je nemogoče, da gre Nvidia na 20, mislim na 80, ampak dejansko je stock hitel low 108 pred kratkim, tako da dejansko ni bil toliko daleč od tega price targeta. In ja, na 80 ga imam tudi jaz v svojem watchlistu, tam bi probably začel malo buyati. Ampak ja, kakor vidimo, od lani, od highsov, kar en strong downtrend. Tukaj je sicer neki support line, ke izgleda pred enim mesecem, ke je hitro lovse dosti lepo bouncalo. Stock je v bistvu up v zadnjem mesecu tako skoraj 50%. Ampak ja, v bistvu me ne bi čudilo, če bi stock tulele dropal še kar lepo pod 100, v bistvu tam na ta price target okoli 80, kakor sem prej rekel. In ja, v bistvu je to za ta video. Napišite, če bi še kakšne earningse, zdaj jih sicer ne bo več veliko, no, ampak mogoče tudi kakšne od prej, če bi radi, da coveram. Ja, zafollowite naju še na IG-ju, pa to je to. Se vidimo v naslednjem videu.